Dober večer, gledalke in gledalci. Torek je in ura 5 minut čez 8, kar pomeni, da je na televiziji Maribor čas za oddajo Koktajl. Z vami bomo vse do 9. Družbo pa vam bodo delali zanimivi gostje, od katerih boste lahko izvedeli več o koncertu tamburaške zasedbe Zorole, ki bo v nedeljo 15. junija. Povabili vas bomo tudi na druženje ob hrani in vino v Jakobskem dolu. V tokratni oddaji nam bo igrala zasedba Carpe Diem, ki zase pravi, da je skupina, ki želi pripraviti ljudi, ne boste verjeli, do plesa. Modre dimenzije, zavestnega meniga, zberem si telo in mojo masko. Enkrat še poskusim tekati po svetu, da poskusim tisto, kar mi je ostalo. Prekmalu je, da bi odšel, zapustil mojo hišo. Zato bi malo rad še pa fuego, pa fuego, pa fuego, pa fuego, pa fuego, pa fuego. Visto modre plava, u nasprotju zemlje lava, saj imena in detajle zdaj mi je vseeno. Čutim, da se stekajo večeri mojega življenja, nikoli nisem bil tako živ kot danes. Sebi dam, da bi ostal tam v mislih, ki v povprečju. Zato bi malo rad še pa fuego, pa fuego, pa fuego, pa fuego, pa fuego, pa fuego. V naslednjih minutah pa boste izvedeli, zakaj se je ta petek dobro odpraviti v Jakobski dol, kjer Društvo kmečkih žena Jakob pripravlja že 14. druženje hrane in vina. Irena Križan in Metka Bračko, dober večer želim. Dober večer. S čim se vi v Jakobu najraje pohvalite? Z marsičem se v Jakobu radi pohvalimo in to ne brez razloga. Od izvrstnega vina, lepe pokrajine, dobrih, veselih ljudi, zanimivih dogodkov in še marsičesa. En zanimivi dogodek bo, kot sem ga napovedal, v petek ob 18. uri v osnovni šoli Jakobski dol. Kaj se bo dogajalo? V petek ob 18. uri zvečer se bo odvijala naša že tradicionalna prireditev, ki jo Društvo kmečkih žena Jakob pripravlja s ciljem, da razvijamo promocijo našega kraja, da pokažemo, kaj dobrega znajo naše ženske skuhati in speči, kakšno dobro vino pridelajo naši vinogradniki. Ja, nekaj tega vina ste tudi danes prinesli v studio. Zdaj, gospa, katero pa je vam najljubše, katero bi izbrali?
Rdečo. Rdeče vino, roze. Roze. No, pa si ga bomo mi kar privoščili. Vi pa kar povejte, kar povejte, kaj ste še imeli. Ja, skratka, naša prireditev je letos poteka že 14. zapovrstjo. Hrano izvrstno pripravijo naše članice našega društva kmečkih žena Jakob. Ja. Vina prispevajo naši vinogradniki, ne? vinarji, naši vinogradniki, ki so tudi izjemno znani. Kaj se prijavljajo mogoče na kakšne tekmovanja, dobirajo kakšne nagrade? Vsekakor. V osnovi prvo tekmovanje, na katerem sodelujejo, je občinsko tekmovanje občine Pesnica, ki se odvija prav v Jakobskem dolu. Ga organizira naše društvo. Vem pa, da naši vinogradniki so sodelovali tudi na svetovnem izboru, menda se tako reče, v Londonu, in da so tudi odnesli nagrade. Krasno. Ja. Kaj pa kmečke žene najraje pripravite? Kaj najraje skuhate, spečete? Kaj je specialiteta? Vse. Od peciva raznega do Goveje juhe, verjetno, ne? goveje juhe, res, do zrezkov, Kaj boste pa... kakih posebnih specialitet tudi se lotimo, tudi kakšnih rib. Res? Ribe, pa Jakobski dol. Jaz bi rekel bolj kakšna govedina, ne? A ne samo govedina. Različne stvari. Poskušamo v različnih stvarih se naučiti. Ampak ženske ste verjetno specialistke v sladkih stvarih, ne? Kaj je to? Jagoda, biskvit, pa še kaj? To je limonina rezina v malinovi omaki z koščkom jagode in pa listom melise. Jo je pa pripravila naša članica Milena Rajzman, pomagala ji je pa seveda tudi Marta Kraner. Torej bo ogromno dobrega vina, dobre hrane, sladic, pa tudi zabavni program, in glasba. Kaj bi brez glasbe v Jakobu? Točno tako, v Jakobu nič, kjer se srečamo ljudje na kupu, ne mine brez lepe pesmi, in tudi tokrat bo na našem druženju tako. Prireditev bo začel kitarist, študent Akademije za glasbo v Ljubljani, to je Jaka Mihelač, ki je po očetovi strani tudi Jakobške gore list. Potem bosta dve mladi luštni dekleti zapeli eno lepo popevko. Pripravljamo tudi sprejem za našo vinsko kraljico slovensko, to je gospodična Špela Štokelj, ki se bo udeležila naše prireditve. Pričakali pa jo bodo najmlajši člani folklorne skupine iz našega kraja, to so pa Pojbeki in pa Deklinčice. Vse skupaj bo nekako združeno, pa s tole kulturo pitja, jaz mislim, da bi bilo potrebno izpostaviti, poudariti. Enologinja bo imela celo predavanje, ne? To je res. Naša prireditev Druženje hrane in vina v Jakobskem dolu je prireditev prav posebne vrste. In sicer zato, ker je eden izmed ciljev razvijanje kulture pitja vina ob dobri hrani, glasbi, pogovoru. Vse to pa povezuje na en čisto svojsten način gospa Tadeja Vodovnik-Plevnik, priznana enologinja, ki izjemno dobro pozna naš kraj, naša vina, vinogradnike, lege, kjer trta uspeva, in zna o vinu zares lepo povedati. Vino, hrana v Jakobu, še kaj, zaradi česar ne pridejo ljudje v Jakob? Vsekakor, številne prireditve so pri nas in sicer se začenjajo v juliju z Jakobško kuhlo. To je pa letos bo že 6. po vrsti, skoraj tudi tradicionalno tekmovanje članic Društva kmečkih žena Slovenije v kuhanju kisle župe, se pravi kisle juhe. Kuha se na prostem v središču vasi, v kotličkih, kuri tako kot nekoč na drva. Pride, ne vem, tudi okoli 1000 ljudi, veselo je, domačih harmonikarjev polno in skratka. In potem prijetno diši po celem Jakobu, po kisli juhi. Seveda. Najlepša hvala za obisk in pogovor. Uživajte, pa lepo se imejte na sami prireditvi. Hvala vam še enkrat. Hvala vam. Za dobro glasbo in pijačo je poskrbljeno tudi v naši oddaji. Nocoj poslušamo zasedbo Carpe Diem.
Vlečem se iz dneva v dan, sam sebe svojem svetu prepoznam. Če hočem živeti, ne rabim trpeti, zato me briga za ta planet. Ko nobenega ne skrbi, imam v glavi jaz sam dve stvari. Denar mi diši, delo smrdi, zato se nikamor mi ne mudi. Pa me včasih prime, da bi se spremenil. Poslušam, sam sem ključ, če ga zapušam. Briga me za dober tis, od zdaj naprej sem egoist. Nisem več odprt za mnenja, zbir drugačnega mišljenja. Raztrgal star sem isto, od zdaj naprej sem egoist. Racionalno gledat svet, vsak stvar treba je imet. Tuje reči, za mamo laži, za mene res zadošenja ni. Kdor je rekel, da ima prav, sigurno do takrat me ni poznal. Resnica trpi, da druge boli, za mene pa še zmeraj življenja ni. Pa me včasih prime, da bi se spremenil. Sebe zdaj poslušam, sam sem ključ, če ga zapušam. Briga me za dober tis, od zdaj naprej sem egoist. Nisem več odprt za mnenja, zbir drugačnega mišljenja. Raztrgal star sem list, od zdaj naprej sem egoist. Ko v glavi se skladi in ko svet se parkira pod svetle luči, meni več ni do tega, kar imam, kadar se predam. Do tega, kar imam, kadar se predam. Sebe zdaj poslušam, sam sem ključ, če ga zapušam. Briga me za dober tis, od zdaj naprej sem egoist. Nisem več odprt za mnenja, zbir drugačnega mišljenja. Raztrgal star sem list, od zdaj naprej sem egoist. Že na začetku oddaje sem napovedal, da bo prihodnji teden v Ormožu koncert tamburaške skupine Zorole. Za vas imamo 2 vstopnici in majico televizije Maribor. Seveda, če pokličete in odgovorite na vprašanje, telefonski številki sta 02 420 12 44 in 02 420 12 50. Vprašanje pa se glasi, od kod prihaja skupina Zorole? Vabljeni na veliki koncert tamburaškega ansambla Zorole iz Novega Sada. V nedeljo, 15. junija ob 17. v večnamenski dvorani na Hrdeku. Na koncertu bodo nastopili tudi pevci pevskega zbora osnovne šole Ormož, etnoskupina Gudalo s folkloristi, mezzosopranistka Renata Horvat in tamburaška skupina iz Miklavža pri Ormožu. Na koncertu boste slišali tamburaške skladbe, ki v panonski ravnici pomenijo smisel življenja in ki si jih boste še dolgo časa prepevali ter o njih sanjali. Minister za zdravje opozarja, tamburaška glasba zelo pozitivno vpliva na počutje, nivo sladkorja in zmanjšuje krvni pritisk. Predoziranje ni mogoče, zato pridite. Odgovor na vprašanje gotovo poznata organizatorja Peter Kirič in Majda Podplatnik Kurpes. Dobro večer želim. Zorole, tolikokrat jih omenjamo. Zakaj so tako zelo priznani, zakaj so tako dobri? Pravijo, da so.
Zato, ker so ena izmed najboljših tamburaških skupin na področju bivše Jugoslavije, zagotovo pa najboljša skupina na področju Novega Sada, edina profesionalna skupina, ki je v 19 letih nanizala preko 3000 nastopov in dosegla največ nagrad v zgodovini tamburaške glasbe. In kako ste to tamburaško skupino dobili v Ormož, pa še otvorila bo Ormoško poletje? Ne? Res je. Dobili smo jih zato, ker prihajajo z evropske turneje. Dan kasneje, ko nastopijo prvič v Ormožu, bodo nastopili na Dunaju, na poslovnem večeru avstrijskih podjetnikov in čisto prijateljsko sodelovanje je botrovalo temu, da se bodo ustavili tudi pri nas v Ormožu in nastopili celo dvakrat. 15. v nedeljo to vemo, pa In še pa 13. 13. Da. Aha, kaj se bo takrat dogajalo? 13. pripravljamo v Ormožu prvi vojvodinski večer, na katerem bodo v priznani ormoški gostilni nastopile Zorole in tako še dodale dodaten pečat prepoznavnosti in pa seveda velikemu dogodku, za katerega so vstopnice že pošle. Peter Kirič je že povedal, odkot so, zato pokličite nič 420 12 44 in nič 420 12 50. Torej, odkot prihajajo Zorole, prejmete lahko 2 vstopnici, seveda brezplačno, pa še majico televizije Maribor dodamo. Glavni dogodek pa seveda je, ne, tale 15. junij. Je tako. Je tako? Tako, 15. junija imamo veliki koncert v naši veliki večnamenski športni dvorani. Športna dvorana je na nek način prizidek naše osnovne šole. Tako da... Verjetno bodo tudi otroci sodelovali potem takem na tem koncertu? Lahko bi. Tako, in tudi bodo. In tudi bodo. In tudi bodo. Dogovorili smo se z direktorjem Radia Prleka, da nastopajo skupino, to zelo znano skupino, torej naši učenci, dva otroška pevska zbora in mladinski pevski zbor. Skupaj naučili so se 3 pesmi, narodno-zabavne bi temu lahko rekli, in potem bodo jih spremljal pač ansambel Zorole. Torej, Zorole in otroški pevski zbor. Zdaj, kdaj pridejo Zorole, da bodo malo povadili? Zorole pridejo seveda v Ormož 13. junija, ko bodo izvedli velik vojvodinski večer v Ormožu. Nato pa se vrnejo na Dunaj, kjer izvedejo del koncerta, potem pa se ponovno vrnejo v Ormož in izvedejo koncert, na katerem bodo prvič nastopili s tako velikim zborom otrok, in to je seveda za njih tudi velika preizkušnja in pa velik dokaz tudi nam, organizatorjem Ormoškega poletja, da nekako skušamo vključiti 2 kulturi, 2 različna naroda in seveda eno skupno željo. To pa je tamburaška muzika, ki jo skušamo na nek način razviti in ji dati veljavo. V Ormožu je med obema vojnama že bil tamburaški orkester in seveda bi želeli mlade zopet ponovno navdušiti za uk tega instrumenta. Morda je navdušenec tudi tisti, ki je zdaj poklical. Dober večer, komu? Dober večer, gospod Andrej. Dober večer, kdo ste? Tukaj iz Rogaške Slatine, Terezija, kot običajno. Pozdravljeni, Terezija. Pozdravljen, ja. Nagradno vprašanje. Odkot so Zorole? Oziroma člani skupine, no? Ja, mogoče iz Osijeka. Slavonija. Ne, žal. Žal, več sreče prihodnjič. Treba drugič. Hvala za druge nagrade prejšnje. Srečno, niti ni bilo tako blizu, ne? Ne. Bilo je blizu, ampak zopet ne tako zelo blizu. Ja, tamburaški orkester je bil v Ormožu. Da, v času med obima vojnama. Ja. V času med obima vojnama zdaj trenutno na področju Ormoža delujeta 2 skupini, v samem Ormožu pa žal niti ena več. Ja. In navdušenje pa za tamburaško glasbo pa skušamo je v Ormožu ostalo. Da, navdušenje je, torej 2 skupini še vedno upravljata tamburaško dejavnost, s tem, da pa profesionalno, tako kot se Zorole, ukvarjajo s to glasbo, ohranjanjem tradicije in pa seveda načina igranja, ki je na vrhunski ravni. To pa želimo zopet pokazati in mlade navdušiti za to, da se bodo seveda dobro počutili, starejšim pa, da ne bo treba nekaj dni k zdravniku. Ja, ne, ampak verjetno zdaj ste že kakšne vstopnice, koliko še jih je? Vstopnic je še kar nekaj, jaz imam kar 2 tukaj. Izvolite. Hvala. Če kdo pokliče, jih še vedno lahko prejme, ne? Je razprodano, je naval, da bi rekli zdaj pa, ne, zakaj nismo naredili 3 koncertov, ne? Torej, vojvodinski večer je razprodan. Ja. To se je zgodilo prvič v zgodovini tega renomiranega gostišča, da je 3 tedne pred samo prireditvijo gostišče razprodano. Za koncert v Ormožu pa bomo našli še kakšne stopnice, čeprav so že zelo tako na tesno ugriznjeni. Zdaj, govorili smo o Zorolah, nismo povedali nič o Ormožu, ne? Zdaj, tisti, ne, ki bodo prišli na koncert, naj pridejo še kakšno urco, 2-3 prej. Kaj si lahko gledajo? Kam bi jih vi peljali v Ormožu?
najprej bi jih peljala pred svojo šolo, Ja. ker zame je naša šola najlepša. Ne? Ja, Je ja. velika, ima ogromne zelene površine in ko pogledam skozi okno ali ko se sprehajam okrog šole, vidim, da je to lepše kot arboretum. Ja, Peter, vi bi pa verjetno jih peljali na Radio Prlek. Ne, poglejte, tisti, ki pridejo v Ormož, seveda imajo kaj videti, Prlekija je zelo lepa, je čudovita dežela, kakor iz najlepših sanj. In tisti, ki v Prlekijo pride, se pogosto rad vrne, oziroma zelo težko iz Ormoža in naše okolice odide. Krasno. 15. junij, nedelja, Tako je. Ormož ob 20. Ob uri. 17. uri. Ob 17. uri Da, že. Koncert bo, pa še ne bo tema, ne? Bo, takrat, ko bo koncert končan, bo tudi tema. Najlepša hvala za obisken pogovor. Hvala lepa. Tudi v prihodnjih minutah ostajamo pri glasbi, zato ponovno prisluhnimo zasedbi Carpe Diem. Več besed, preveč stvari za eno tvojo zmago. Poražena lugulju fan za vsako ceno, sploh ni važno. Predstavljam si potek stvari z zadnjih strani, utrami najne. Preproste misli in moja dejanja, odvečne slike za moj spomin. Lahko bi vedel, lahko bi si mislil, da so vse tvoje prebarvane so. V tvojih očih morje bom preplazil puščavo tvojega iga, milje rek in solz potokov, zlijem vetru, zašem vetru, proti vetru razpršim. Predstavljam si potek stvari z zadnjih strani, utrami najne. Preproste misli in moja dejanja, odvečne slike za moj spomin. Lahko bi vedel, lahko bi si mislil, da so vse tvoje prebarvane so.
pa v soboto in nedeljo pa bo v našem mestu potekal že 24. športni vikend Maribora. Ta 2 dneva sta torej rezervirana za šport, zato ju izkoristite. Carpe diem! Nekaj takega, da ful bo seksi. Eno dana malo tesen, ko se zbliža vas telesi. Nekaj, kar ni bilo do zdaj, da spustiti kri v glavo. Če želiš si več kot prej, če želiš biti z mano, ta pesem je o tem. Ta pesem je o tem. Druge mislim ni, da se v glavi vrtiš o ti. Uploadujo na pageu, zvesta stavim svojemu stilu. Obljubil sem, da bom napisal 3 sem, da spustiti kri v glavo. Če želiš si več kot prej, če želiš biti z mano, ta pesem je o tem. Ta pesem je o tem. Druge misli ni, se v glavi vrtiš o ti. Ta pesem je o tem, ta pesem je o tem. Druge misli ni, da se v glavi vrtiš o ti. Ta pesem je o tem, ta pesem je o tem. Druge misli ni, da se v glavi vrtiš o ti. Ta pesem je o tem. Ja, in ponovno imamo za vas pripravljeno nagradno igro, zato pokličite. Telefonski številki sta 02 420 12 44 in 02 420 12 50. Za nagrado pa lahko prejmete družinsko vstopnico za ogled vseh večjih kulturnih in naravnih znamenitosti na Goričkem. Za nagrado pa morate razkriti vsaj eno znamenitost Goričkega. O lepotah in izletu prav gotovo veliko ve Daniela Krpič iz Vulkanije. Dober večer želim. Dober večer. Zdaj mi dva ne smeva še govoriti o nekih naravnih biserih in lepotah, zato pa bomo začela ta pogovor malo bolj okrog. Veliko turistov imate, ne, na Goričkem zadnja leta. Ja, veliko, zadnje leto pa sploh še več. Zdaj, če ne smem izdati, zakaj. To bo zdaj zanimivo, ja? Ja, bo malo težko povedati to. Se je kar povečal obisk, ne? Obisk se je povečal, ampak moram reči, da že nekaj let je Goričko turistična destinacija, ki jo zelo radi obiskujejo obiskovalci, predvsem kolesarji, drugače enodnevni izletniki, pohodniki. Veliko je naravnih vrednot, ki jih pridejo pogledati, tako da je Goričko ena tista res čudovita pokrajina, ki še ni povsem raziskana. Ja, ravno to, je že odkrila vse svoje bisere ali še kaj hranite, vi veste, kaj skriva, ne? Pa boste, to bomo pa leta 2019 bomo dali to ven, pa 2024 to, tako da vsakih 5 let nekaj.
Ali pa kaj prej, no. No, mislim, imate kaj takšnega v planu? Sigurno je še veliko biserov, ki se dajo odkriti oziroma ponuditi turistom v taki obliki, da jih bo privleklo, da bodo prišli na Goričko in tukaj spoznali tisto, kar še niso. Kajti jaz verjamem, da je veliko obiskovalcev že bilo, ampak vsekakor še več ni bilo na Goričkem, zato res vredno, da pridajo k nam. No. Kdo prihaja k vam? So to Slovenci, Avstrijci, Nemci? Angliji. Nekaj časa je bilo na Goričkem veliko Angležev, ne? Je bil kar nek naval tja. Ja, bil je nekaj časa, ampak zdaj že nekaj let ne več toliko. Ne. Zakaj? Začeli so kupovati hiše pri nas, ampak se nekako izkazalo, da je tudi pri nas ni tako življenje enostavno. Ne, oni so mislili, kupiš hišo, pa ne rabiš več delati, ne? Ne vem, no, kakšne ideje so imeli, ampak ne prihajajo več tako pogosto, ne. Drugače pa turistov pri nas je, večina so Slovenci to, veliko je tudi sosednjih pokrajin, Avstrijcev, potem tudi Hrvatje prihajajo. Potem, ko smo predsedovali Evropske unije, je veliko bilo Nizozemcev in ostalih turistov iz teh pokrajin. Tako da je res veliko obiskovalcev iz teh držav. Zdaj pa nekdo poklical in mislim, da naj bo odrešil, da se ne rabiva več zagibati, ne, biseri in podobno. Dober večer, komu? Ja, dober večer, Vera iz Maribora. Vera, pozdravljeni. Vi pa veste, zagotovo poznate vsaj en biser Goričkega. Vera. Ja, boste odgovorili na nagradno vprašanje. Naštejte mi vsaj en biser ali pa lepoto ali pa turistično destinacijo na Goričkem. Ja, to zdaj jezero, da bojo vulkani, da bo na Goričkem zdaj tisto vulkani, da bojo zdaj na Goričkem. Ja, vulkani, mislim, so bili včasih vulkani na Goričkem, torej verjetno imate... Ja, da bo zdaj iz... Ja? Ni bo tam, no, se ne morem spomniti, no. O tem bova midva kasneje več govorila. Verjetno pa mislite vulkanijo, ne? Ja, vulkanijo. Ja, čestitam, ne, odgovor je pravilen, prejmete družinsko vstopnico za ogled skoraj da vseh naravnih lepot in ustvarjenih lepot Goričkega. V redu? Ja, dobro. Te pa moram še ostati na liniji, ne? Tako, ostanite na liniji. Pravilno odgovorila, vulkani so bili, ne, včasih. Kdaj je bil vulkan na Goričkem? Jaz se ga ne spomnim. Na Goričkem je bil dejansko poslednji vulkan v Sloveniji pred 3 milijoni let in velja za zadnjega v Sloveniji in dolgo je veljal tudi za zadnji vulkan na jugoslovanskem območju, ko smo še bili pod bivšo Jugoslavijo. In vi ste ga zdaj poustvarili? Mi smo ga sedaj nekako oživili in nekako mu vdihnili življenje, tako da ga ljudje spoznajo. Nekateri sploh še niso slišali o tem, da je bil na Goričkem vulkan in mi ga sedaj v našem doživljajskem parku Vulkanja predstavljamo. In kaj je bruhal ta vulkan? Kaj je to bil plin ali je sploh bil delujoč? Ja, vulkan je bil zelo eksploziven, piroklastičen izbruh je imel, je pa bil dejansko oblike mar, tako se imenuje. To pa je oblika vulkana, ki ko izbruhne, ga zalijejo potem površinske vode in nekako ne ustvari tistega pravilnega kraterja, kot smo vajeni pri vulkanih, ko se v njih učimo. In če pridejo ljudje v vulkanjo, lahko si celo nek kamen poiščejo, ne? Tako je pri nas, edino pri gradu na Goričkem so ostanki vulkanskih kamnin. To je bazaltni tuf in v tem bazaltnem tufu lahko obiskovalci iščejo kristale olivine. Koliko je to vredno? Dosti. A res? Ja, zato so pa skriti. Ja, ne, ampak pridejo, zdaj iščite, kopajte, ne? Pa dejansko ljudje kaj najdejo? Ja, moram reči, da dejansko najdejo. Ali je to marketinška, ne? Ne, ni. Se nahajajo v glavnem tile olivinčki različna zeleno-olivnih barv v tem bazaltnem tufu in že nekaj skupin je v našem kamnolomu tudi naletelo na to geodo, v kateri se nahajajo olivine. Torej, če želimo obogatiti kam drugam kot na Goričko, ne? Ja, toliko jih pa spet ni, no, da bi vsi hiteli, ampak mi bomo vsakega z veseljem sprejeli. Grad ste tudi omenili, to je ena izmed večjih znamenitosti Goričkega. Ja, dejansko v naši občini je vse povezano tudi z našim gradom, je dejansko največji grad na Slovenskem, ima 365 prostorov oziroma sob, toliko, koliko je dni v leto. Mi smo se zelo radi pohecali, da je pač grof vsak dan v drugi sobi spal, ne.
Ja. Tako da je to nekako poleg doživljajskega parka Vulkanija tudi najbolj velika znamenitost, ki jo obiskovalci naši obiščejo. No, imam pa potem razne druge stvari še v občini, ki jih potem tudi pokažemo našim obiskovalcem, tako kot bo tudi ta gospa prejela za nagrado. Kaj vse prejme, seveda, ne? Kaj je ta družinska vstopnica? Kaj vi upoštevate pod družino? Ja, družinska vstopnica zajema 2 odrasla, torej starša in 2 otroka. Aha, Tako pa da če ima kateri 3? ni problem. Ni problem. Mi smo večjih družin še bolj veseli, tako da tudi tile prejmejo družinsko vstopnico in lahko obiščejo potem Vulkanijo. No, sam doživljajski park Vulkanija zajema samo zgradbo Vulkanijo in potem Lednarjevo usnjarno, to je zgradba zraven Vulkanije. Lednarjeva zato, ker je tam nekoč bila predelovalnica usnja, ampak ker so imeli zastarel način predelave, so se odselili in je potem ta stavba ostala tu in jo je občina odkupila, prenovila. Torej Vulkanija, potem tale usnjarna, pa grad, pa kaj še je? V tem kompletu družinskem. Ja, v Kamnolom pa Zlatnega tufa, ko sem ga že omenila. No, v tej Lednarjevi usnjarni je geološki muzej, ki se ga potem ogledajo in tudi razstave. Spoznajo Goričko, krajinski park Goričko tudi spoznajo. Veste, na kaj čakam, da boste rekli hrana pa pijača, ne? Ja, to vsekakor, ampak to prepustimo na konec. Po navadi, ne? Ker mi potem na tem celodnevnem izletu, ki ga imamo, peljamo potem obiskovalce tudi s turističnim vlakom po Gorički pokrajini, da jo spoznajo, da vidijo te ostanke vulkanskega delovanja, da se zapeljejo po teh gričih, ker dostikrat ljudje, ko pridejo v Prekmurje, mislijo, da je to ravnina, ampak ni, Goričko je vse prej kot ravnina. Peljamo jih tudi na Gorički Triglav, tako zvano, kot ga imenujemo. Najvišji vrh 418 metrov, pa še razgledni stolp, torej ne vem, za koliko se to podaljša, ne? Ja, tam je tudi vremenska postaja, imenuje se Kugla ta vrh naš in tja mi tudi naše obiskovalce vozimo. Na koncu pa Bograč, pa... Še prej okušajo mineralno vodo v Slatinskem izviru in potem pride to. Ne, sej, glede na želje skupin, mi ponudimo naš Bograč že v Kamnolomu, kjer lahko malcajo. Se mi zdelo. Potem pa seveda večina skupin vseeno zaključi potem ta izlet z dobro hrano. In Goričko ima res dosti dobre hrane, pač odvisno, kaj si zaželijo. To dobijo, ne? Vsekakor ja, pa Bograč, potem Dödole, pa kakšna prekmurska gibanca ali Gorička gibanca. Pa naj še ostane skrivnost za vse tiste, ki bodo tudi s pomočjo oddaje Koktajl šli na Goričko, ne? Pa veliko še jih bo prišlo k vam. Hvala lepa za obisk in pogovor, veliko uspeha. Pa obiskov želim, ne? Hvala. Še je čas za nekaj glasbe, nocoj nam v živo igra celjska zasedba Carpe Diem. Cesta na koncu mesta vodi k tebi, nikdar več ne moram tako živeti. Zjutrom novim in zvezdo v sebi, človek rada mrga plena, ki se mogoče preden življenje mine, na valovih najna barka se obrne nazaj in ponoviva. Snemiva se, ko so plesala jutro iz oči v oči. Standard praviš isto vsako leto, nova nasprotja po poti do razpotja. Vimo v zraku, tanka nitka reže, nevidna skoraj barvna prisma, je karizma, ki gori. Mogoče preden življenje mine, na valovih najna barka se obrne nazaj in ponoviva. Izsledine vse, ko so plesala jutro iz oči v oči.
življenje mine, na valovih najna barka se obrne nazaj in ponoviva tiste dneve vse, ko sva plesala vjutro iz oči v oči. Mogoče pride, življenje mine, na valovih najna barka se obrne nazaj in ponoviva tiste dneve vse, ko sva plesala vjutro iz oči v oči. Ja, zanimiv je podatek, da zasedba Carpe Diem obstaja že od poznih 90-ih let, največje hite pa je začela ustvarjati po 10. letu starosti. Dober večer, fantje, vsi. Dober večer. Zdaj, to je včasih je bil to nek srednješolski band, nekaj takega, ne, je ustvaril se. Ja. Ne? Ja, začeli so že zelo zgodaj v srednji šoli. Prej je bila malo drugačna glasba, ne. Ni bilo še vokala, bil v bistvu bolj funk zasedba. No, kasneje se je preklopil še vokal in potem smo začeli v bistvu igrati te skladbe, ki jih danes poslušamo. Ti govoriš, se mi zdi to tako malo na pamet, ne, zaradi tega, ker kdaj si ti prišel zraven? Ja, no, ne, jaz zgodovino Carpe Diem poznam že prej, ampak Seveda, ne, jaz sem se dejansko priklopil v bendu šele kasneje. Ja. Pred mano je bil pevec Boštjan Meh. Moram reči, da je bil to za mene tudi neki izziv. Predtem sem imel že drug band, tudi svoj band, ampak Carpe Diem je že takrat, bom rekel, imel nek renome, neko ime v slovenskem okolišu in edini logični pristop oziroma pristop je bil ta, da pač se pridružim fantom, ker so takrat potrebovali pevca. Pa kjerga leta je bilo to? To je bilo 5 let nazaj, zdaj že tako 5 leto teče. Veš, kjer skladbo sem jaz pogrešal od vas, od Carpe Diem? Doktor. Ja. Ne, zakaj? To nalaž? Ne. Danes smo se odločili v bistvu igrati komade, ki mogoče poslušalci ne poznajo toliko, oziroma jih slišijo samo na naših live koncertih. Ne? Hvala, to sem ti izjemno hvaležen. Hvala vam. Zato smo... Ne poznajo, dobro. No, poznajo, ampak mogoče jih slišijo večkrat tam. No. Drugače pa ja, Doktor je eden izmed teh, pa moramo omeniti še Jutr, ki ima prek 300 000 ogledov na YouTubu. Pa potem je tle še iz Goričkega Piran, ker je gostja bila danes iz teh koncev, ki ga imamo skupaj z Vlado Kreslinom. Takrat, ko je Vlado šel... To je bila tista turneja skupna, ne? Tako. Vlado je šel iz Goričkega Piran in v vsakem večjem mestu se je v bistvu ustavil z bendi, oziroma igral z lokalnimi bendi. V Celju se je priklopil Carpe Diem. In mogoče kot zanimivost, ta varianta je bila edina potem posneta tudi v živo, oziroma tudi za v bistvu kot... Tako, tisto je vaš prvi živi posnetek, danes bo pa drugi posnetek iz oddaje. Koliko kje imate koncerte? Kje nastopate? Lahko bi naštevala 3 dni, pa ne bi prišla do konca, te pa povej samo za 1 mesec naprej, no? Ja, zdaj v tem mesecu se bo kar nekaj dogajalo, pa tudi v naslednjem, ne. Mislim, da moramo omeniti te glavne velike, no. Povej. Pivo in cvet je definitivno ena taka stvar. Letos smo tam z zelo priznanimi The Winery Dogs. Mogoče ne poznaš toliko, ampak njihov bobnar je Mike Portnoy, bivši Dream Theater, tako. Potem smo na Lentu, tle v Mariboru, skupaj z Bilbi, tako, 21. junija. Potem pa, bom rekel, se nas na vseh teh festivalih večji da videti. CarpeDiemBand.com. Tako, pa na Facebooku, pa na YouTubeu. Vse posod. Twitter še imate, vse imate. Najlepša hvala za obisk, pogovor. Vi rečete zadnjo, to je bilo za danes. Cenjene gledalke in gledalci, skoraj vse. Hvala, da ste bili z nami. Se vidimo prihodnji torek. In če uporabim izrabljeno frazo, ob istem času na istem programu. Za konec pa še enkrat. Carpe Diem in delala stvari. Ko se noč spusti,
Na ulici prižgo luči, malo se skladi. Mesec zadnji krajc dobi. Slišim, da si spet, hotla se lepo imet in da ves ta svet okoli tebe je ujet. Lahko bi si kdaj čas vzela, skupaj bi ga preživela in gledala stvari. Toliko reči imam še zapovedat ti, a sem brez moči. Le upanje mi ne spleti. Lahko bi si kdaj čas vzela, skupaj daj bi zvezde štela in delala stvari. Spince ti nudim, vse hitreje se vrti, tvoj korak beži, zgubiš se v množici ljudi. Ko bi si kdaj čas vzela, skupaj bi ga preživela in delala stvari. Zvani tiste